Smučišče Rogla in zimski paralimpijski tabor za družine, tokrat drugi del. Smučanje je osrednja in najbolj težko pričakovana dejavnost zimskega paralimpijskega tabora za družine. Spuščanje po zasneženih pobočjih smučišča v varnem spremstvu učiteljev smučanja in prostovoljcev vedno nariše nasmehane obraze mladih udeležencev tabora. Adrenalin, ko greš po hribu navzdol, ko je hitrost. Je dobro. Odlično. Najraje grem hitro. Ko pa se smučke postavijo v kot in sleče zimske bunde, se začenja dogajanje v športni dvorani. Druženje in srečevanje starih in novih prijateljev je tisto najpomembnejše. A tudi druženje je veliko lepše, ko se skupaj ukvarjaš z zanimivimi in zabavnimi stvarmi. Tu so vedno zabavni in zanimivi lekovi eksperimenti ter spoznavanje različnih parašportov od ABC vadbe do vedno priljubljenih boče in curlinga. Street curling lahko v bistvu prilagodiš na tak, da lahko vsi uživajo, da se lahko vključijo tudi gibalno ovirani in ostali otroci s posebnimi potrebami. Se mi zdi, da so vsi navdušeni, tako jaz kot predstavnica curlinga, kot vsi otroci in tudi starši. Seveda pa še noben tabor ni minil brez plesnega večera. S plesom in petjem pa je bil povezan tudi čisto pravi obisk presenečenja, ko je udeležence tabora z obiskom in koncertom navdušil raper Trkaj. Trkaj je tudi avtor parašportne himne Ta tempo, po kateri je ime dobila tudi naša oddaja. Ful sem bil tako vesel, ko so tudi, se pravi, da so vsi naredili koreografijo na pesem Ta tempo. In to, da je dobra volja, da so dobre misli, dobre besede, dobra dejanja med nami, da s tem povezujemo ljudi. Srčnosti je ogromno. Hvala Trkaju tudi za njegovo srčnost, ki daje v vseh pogledih odličen tempo tudi parašportu. Program tabora je res da v celoti prilagojen otrokom in mladim z invalidnostmi. A tu je tudi prostor in čas za njihove starše, da se med seboj družijo in izmenjujo izkušnje ter odpirajo aktualne teme tudi skozi zanimive okrogle mize. Druženje z vsem družinam, ker tukaj so družine, ki smo v bistvu vsi na istem. Imamo otroki s posebnim potrebami in kaj češ lepšega, ko vidiš, da otrok doseže en tisti cilj, ki ga mora roko na srce, doma ne moreš dati. Za vse, in za otroke, in za nas starše, tako fajn, malo se sprostiš, malo se pozabavaš, ko spoznaš različne ljudi, malo si deliš informacije, program je super, organizacija, vse skupino. Smo bili zelo zadovoljni, tako da ni bila težka odločitev, da pridemo še enkrat. Svojo življenjsko in parašportno zgodbo je z udeleženci tabora podelil tudi paralimpijec, nekdanji paraalpski smučar Gal Jakič, ki je med mnogimi zanimivimi mislimi podelil tudi tole. Mi smo začeli en smučarski klub in takrat, ko smo začeli ta smučarski klub, je človek, ki si je zmislil ime za naš smučarski klub, je rekel, vi bi mogli imeti ime smučarski klub Albatros. Pa smo mi rekli, zakaj Albatros? Albatros nima nič smučarija. Je rekel, Albatrosi so okorni na tleh, so pa zelo elegantni, ki letijo. Ne? In zelo podobno je v resnici v smučariji. Še en uspešen in srčen parašportni dogodek je za nami. Tabor se je kot vedno zaključil z mini zabavnim tekmovanjem na snegu o pomoči lekovih prostovoljcev, kužkov iz društva Tačke pomagačke ter Levčka Marka. In tule je še nekaj vtisov. Že tretje leto letos sva bila midva tudi že prej sama z Biskijem in res uživamo na snegu. Vsi. To nam je bilo recimo letos na taboru res ful všečno, da sva lahko tudi midva z možem sama preživljala čas, da sva šla skupaj smučati, Marja je bila v varnih rokah in na Biskiju in potem popoldne, ko smo imeli te igre z animatorji, tako da je noro je uživala ona in noro sva uživala midva. Top je bilo letos res top. Paralimpijski tabor za družine je več kot odlične počitnice, je tudi naložba v prihodnost. Pomembno je, da starši in otroci tudi v domačem okolju še naprej vejo, kam se obrniti, na kakšne športne aktivnosti se lahko otroci vpišajo
In veseli smo, da so bili z nami tudi regijski koordinatorji iz projekta Aktivno inkluzivno in so se že povezali s starši, tako da bodo lahko potem nadaljevali športnimi aktivnosti tudi doma. Tabor je primeren za otroke z katerokoli vrsto invalidnosti, z različnimi invalidnostmi, nimamo tukaj nekega filtra ali pa nekih posebnih zahtev, tako da dobrodošli res vsi, tako na zimskem kot na poletnem taboru. Naslednji poletni tabor je konec avgusta v Laškem, potem pa zimski spet naslednje leto, konec januarja, začetek februarja na Rogli. Z željami po ponovnem snidanju so si za letošnjo zimo pomahali v pozdrav. Z veseljem bom še prišla. Zaradi tega, ker imam prijatelje in se veliko z njimi igram, ker smučam z učitelji. Zaradi vsega, kar se dogaja, predvsem pa zaradi smučanja.